Jaz bi rad pozdravil udeležence konference Zaščiti svojo raznolikost. Damir mi je poslal iztočnice, 3 vprašanja, na katere naj bi odgovoril. Sam bom poskusil na njih odgovoriti v enem zamahu. Zdaj, kar se mene tiče, se z jezikom bistveno premalo ukvarjamo. Govorimo slabo angleščino, pišemo slabo slovenščino in pozabljamo na tisti slavni izrek Ludwiga Wittgensteina, ki je rekel: meje mojega jezika so meje mojega sveta. To je zapisal, če se ne motim, v svojem filozofsko-logičnem traktatu, kjer je poskušal povedati, da bolj ko širiš svoj lasten jezik, materni jezik, bolj se ti svet odpira. Vidiš več stvari, razumeš več stvari, znaš ubesediti več stvari in zato svet postaja bolj barvit. Ampak to ne velja samo za jezik, v katerega si rojen in urojen, to velja tudi za učenje tujih jezikov. In meni se zdi velika škoda, da mi tukaj sredi 21. stoletja živimo sredi Evrope, kjer smo bili skozi tisočletja obdani z drugimi kulturami in Evropa je bila v zadnjih nekaj stoletjih najuspešnejša na svetu, ravno zaradi tega, ker smo se znali pogovarjati z drugimi, ker smo se znali učiti od drugih in ker smo govorili jezike okoliških držav. Zdaj ne znamo več govoriti niti jezikov, ki so tukaj med nami. Koliko nas zna italijansko, koliko nas zna nemško, ali pa kdo iz moje generacije še zna srbo-hrvaško. Jaz vam lahko povem lastno anekdoto. Ko sem šel prvič v Beograd pri 23 letih, jaz sem generacija rojena praktično ob oziroma po razpadu Jugoslavije, letnik 87, se pravi 3 leta sem preživel v bivši državi, sem se pogovarjal v angleščini. Ampak meni se je takrat to zdelo toliko narobe, da sem enostavno rekel srbskim kolegom: glejte, poskusili bomo, ne vem, če bo šlo, ampak jaz bi se rad naučil tega jezika, ker se mi zdi kriminal, da jaz tukaj sedim z vami in se pogovarjamo v jeziku, kjer se je z našim razumel več 100 let in mi se zdaj pogovarjamo v angleščini. In se je splačalo. V 2 letih srečevanj sem se praktično skozi igro, skozi pogovor, skozi polemiko naučil tega jezika toliko, da si upam reči, da ga danes znam podobno dobro kot angleščino. In ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi v slovenske šole recimo vpeljali opcije, da se otroci napol skozi igro naučijo tega jezika, ki ga konec koncev govori več kot 20 milijonov ljudi. Zakaj ne bi bilo opcij, da se naučimo jezike okoliških držav in zakaj mislimo, da je dovolj, če znamo angleško, pri tem pa dostikrat pozabljamo celo na svoj materni jezik. Tako da, ko se pogovarjamo o raznolikosti, mislim, da jo je treba vzeti v vseh njenih barvah. Želim vam uspešno konferenco in vas lepo pozdravljam.